Spoštovane, spoštovani, še nekaj minut nas loči od začetka tretje tekme 15. kroga v prvi ligi Telemach. Sliko smo v Domžalah, v športnem parku. Rumena družina gosti vijoličaste iz štajerske prestolnice. Zdaj je napaka Mariborčanov in priložnost za Krstovskega. Krstovski in Domžalčani vodijo z 1-0. 1-0 za Domžale. Mario Krstovski po hudi napaki, mislim, da Maxa Watsona, če sem videl prav, 11. minuta in vodstvo za Domžale. Šele drugi gol Makedonca Marija Krstovskega v slovenskem državnem prvenstvu. Tule pogledajte, napaka ne Watsona, ampak Kariča, se opravičujem. Sven Karič, torej z veliko napako. Že pregovorno odličen v fazi napada. Tole je bila zdaj priložnost za Mariborčane. Max Watson je zgrešil z glavo. Sudani. Pihler. Lorber! Kakšen gol Marcela Lorberja! Zdelo se je, da ni prav nič nevarno. Mariborčani so iskali in iskali luknjo v domači obrambi, potem pa, kot da Lorber ne bi imel prave rešitve, pa se je držal tistega starega reka. Drugi polčas se je začel, naj povem, da v prvem glavni sodnik tele tekme Matej Juk ni pokazal nobenega kartona, Mariborčani pa začenjajo z nevarnim napadom. Sudani in gol. Sudani je zadev in Maribor je povedal že v drugi minuti nadaljevanja, torej najprej praktično v zadnji sekundi prvega polčasa izenačenje Lorberja, zdaj pa zadetek Sudanija in vijoličasti so prišli do popolnega preobrata. Asistent je bil tule Marko Božič, pogledajte, takole sta odigrala Sudani in Božič, potem pa z kakšnih 15 metrov zelo lepo plasirano v desni spodnji kot domžalskih vrat. Ob Sudanju Džapo, potem pa Topalovič naprej. Krstovski, hitrejši očitno od Strajnarja, Krstovski in ali se je tule žoge dotaknil, očitno ja, kot za Domžalčane. In pa morda priložnost zdaj za Domžalčane, razrečena je obramba Mariborčanov, Šturm, pred njim je Watson, Šturm do strela, napaka in vendarle ostaja 2-1, tokrat napaka Žbeta Juga. Pa zdaj je napaka Stupareviča, Topalovič je preprečil proti napad. In potem takoj podaja na levo stran do Šturma. Šturm preigrava, strelja in mimo gola Daniel Šturm. Ni prišel do žoge proti napad Domžalčanov, spet hitri Šturm, pred seboj ima Watsona, Šturm, še vedno Šturm spet preigrava, Šturm iskal je Stupareviča, ni ga našel, iz ozadja Krstovski za las mimo vrat. Dovolj pa je bilo dobro njihovo obdobje igre čisto ob koncu prvega polčasa in takoj na začetku drugega. Tule so statistični podatki. Bi trener Domžal Dušan Kosič v studiu fante zanima, s čim ste danes lahko zadovoljni. Verjetno s predstavo morate biti, z rezultatom pač ne. Ja, bi se strinjal. Fantom nimam kaj očitati, tudi prihajali smo v neke situacije, kjer smo prihajali do zaključka, danes ni bil naš dan, kar veliko teh situacij smo si ustvarili, zato je slab občutek, da nismo danes tudi točkovno boljš skozi prišli. Nekako, gospod Kosič, vemo, kakšna je rezultatska situacija, ampak vendarle predstava, kakšna je bila današnja, vliva nekaj upanja v to, da bo bolje, na vse zadnje drugače niti ne gre razmišljati. Ja, saj nimamo druge. Fantje so dobro tekmo odigrali, velika večina mladih fantov so pravzaprav bili odlični.
V enih, dveh situacijah, kjer pa mečkam zamudimo oziroma nismo disciplinirani, smo pa itak kaznovani. Torej, malo mi je ne mine kolo, kjer ne dobimo kakšnega evrogola, tako da se mi naš vratar mogoče tudi malo smili, ker je dobro zgleda na igrišču, ampak gole pač dobivamo take, kot dobivamo in nič, glave gor, ustrajati in upati, da bo sreča na naši strani naslednjič. Najlepša hvala in srečno. Hvala. V moji družbi po tekmi trener Maribora Ante Šimundža. Gospod Šimundža, nekako v napovedniku tekme ste dejali, težko bo, Domžalčani imajo svoje kvalitete, ampak cilj Maribora mora biti zmaga. Vsem ste nekako imeli prav 2 gola v pravem trenutku, ampak če ste pa povsem zadovoljni z izjemo rezultata, tega pa ne vem. Kar se tiče rezultata, je odlično, kar se tiče izvedbe na igrišču, zelo dobro. Verjamem in upam, da lahko bolje, ker prvi polčas smo imeli ogromno situacij v njihovem kazenskem prostoru. Dejstvo je, da smo dominirali, prijeli nesrečen zadetek, kar se v nogometu zgodi, ampak pomembno je, da smo ostali fokusirani, pomembno je, da smo sledili svojim ciljem in potem na koncu tudi zaslužno zmagali. Dali ste nesrečen zadetek, vendar je šlo za recimo temu serijo napak, ampak za vas vemo, da je nekako bolj pomembno kot sama napaka, ki se v nogometu seveda zgodi, dogaja to, kako ekipa potem odreagira. S tem pa ste verjetno bili zadovoljni. Vse ste povedali. Tako da enostavno pomembno je, da je ekipa dvignila igralca, tudi Sven je odigral zelo dobro, v nadaljevanju tekme ga ni vrglo iz tira, pomembno je to, da si mentalno pripravljen na tekmo in danes so fantje pokazali, da so od prihoda na stadion do konca tekme bili zelo fokusirani. 3 tekme v nizu, 3 zmage. Nekako smo pred tekmo že ugotovili, da se to v tej sezoni Mariboru še ni zgodilo. Lažje bo zdaj verjetno delati, ne zato, ker bo manj pritiska, ta v Mariboru vedno je, ampak po zmagi je lažje iti na trening. Drugače, strinjam, dejstvo pa je, da če bomo svoje kriterije spustili, ne bo v redu. Najlepša hvala in srečno. Hvala lepa. Ob robu igrišča strani Domžal Benjamin Markoš. Benjamin, ne moremo reči nikakor slaba predstava Domžal, prej nasprotno, povsem konkurenčni v določenih trenutkih Mariboru. Na koncu je malce zmanjkalo, predvsem v zaključkih. Bili ste ekipa, ki je nazadnje tudi večkrat streljala v okvir vrat. Kako ste se skupaj videli? Mislim, da si definitivno nismo zaslužili tega poraza. Kaj reči, težko reči po taki tekmi, dobimo gol na koncu prvega polčasa, tako na začetku drugega polčasa. Tekma, mislim, da bi držali to koncentracijo, bi šla čisto v drugo smer. Zdaj treba se izbrati, zdaj odgarače tekmo proti Kopru, potem pa med pauzo najdeti nek način, kako bomo začeli pobirati pike, ker igramo, vedno smo blizu, ampak nikoli ne vzamemo pik, tako da ne vem kako. Benjamin, predvsej poškodb imate v ekipi, tudi tistih, recimo temu, izkušenih igralcev. Zdaj ste vi prevzeli kapetansko vlogo, relativno mlad ste seveda še. Kakšna bo zdaj nekako tudi vaša vloga, da, kot ste dejali, dvignete ekipo, da vendarle splavate iz te krize? Pa moja vloga mislim, da je skozi ista. Jaz vsak trening dam maksimalno, tako kot vsi fantje. Preprosto smo v nekem rezultatskem krču. Mislim, da moramo samo naprej delati in slej prej se bo krivulja obrnila navzgor. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Po tekmi v moji družbi Sven Šoštarič-Karič. Sven, težko prigarana zmaga, pravzaprav vse do konca. Rezultat, ki je tudi Domžalčane držal v igri. Kakšna je nekako vaša ocena tega dvoboja? Ja, mislim, da dobro smo odigrali, moram reči, da imeli dosti priložnosti, sploh v prvem polčasu, škoda, da nismo dali gola. Potem pa drugi polčas odlično otvorimo, damo gol, vodimo, dobra tekma, potem pa kar naenkrat začnemo igrati te podaje nazaj, ampak nima veze, no, super, pa smo zmagali, nove 3 točke in gremo dalje. 3 zmage v nizu, zdaj če štejemo še pokal, koliko je to pomembno, predvsem nekako za slačilnico, za nekako tudi gradnjo tega duha zmag, ki je v Mariboru pravzaprav vedno živel. Pa normalno, mislim, da moramo vztrajati pri tem, vsaki dan novo dokazovanje, vsaki teden nova tekma, nova zmaga, to, kar si Maribor zasluži in gremo zmagovati dalje. Najlepša hvala in srečno. Hvala.